cannot play. Lep pozdrav vsem, jaz sem Matej Petek, v tokratnem podcastu pa sva z Blažem Bertalaničem obdelala toliko različnih tem, da ne dvomim, da bo vsak ljubitelj NBA košarke v njem našel kaj zanimivega. Začela sva z dolgo pričakovanim in dolgo napovedovanim, hajpanim dvobojem Luke in Ziona, dveh mladih velikih upov NBA košarke. Spregovorila sva tudi o vrsti drugih mladih obetavnih igralcev v NBA ligi, tistih najboljših pod 25 let, tistih najboljših pod 21 let, kdo bo naslednjih 15 let krojil usodo NBA lige, če tako rečem. Potem pa v drugem delu najprej kot iztočnico za debato uporabila veliko romanje slovenskih navijačev, sedaj že jubilejno skorajda, drugo tokrat in ne dvomim, da bo naslednje leto še tretje in tako naprej potem vsako leto. Skoraj 3000 Slovencev po nekaterih poročilih se je odpravilo v Miami na srečanje Dragića in Dončića. Nekaj besed sva z Blažem rekla o tej tekmi, nato pa precej več časa posvetila problematiki sojenja v NBA ligi. Podrobno sva obdelala topiko, ki zadnje čase buri duhove, pravzaprav na obeh straneh Atlantika. Vprašala sva se, zakaj Luki sodijo drugače kot drugim igralcem, zakaj Luki sodijo slabo, zakaj Mavericksom sodijo slabo, tudi o Cubanu kakšna beseda. Daljša debata je tekla tudi o Goranu Dragiću, resnem kandidatu letos za najboljšega šestega igralca NBA lige. Zakaj je temu tako in kakšne možnosti ima Goran, da osvoji to nagrado? Povsem na koncu pa še napovedi sezon Miamija in Dallasa, več tudi o samih ekipah, njihovih najboljših igralcih, dometu, skratka, kot pogosto reče Blaž, ni da ni. Preden pa začnemo, bi vas pa samo na hitro zaprosil, če lahko všečkate tale podcast na našem Sportinfo YouTube kanalu, če se lahko naročite na naš kanal, če tega še niste storili in zraven kliknete še zvonček, ki vas bo obvestil o novih podcastih. In seveda, če lahko isto storite na naših SoundCloud in iTunes platformah. Všečki in naročnine nam pomagajo, več kot veste, zato če si lahko vzamete tisto sekundico in to storite, bomo tega seveda zelo hvaležni. Zraven pa bi še dodal, da smo se vrnili tudi na Facebook. NBA Slovenija Facebook je zopet zaživel, verjetno ste mnogi izmed vas tudi tale podcast odkrili tam. Tako da smo zopet aktivni tudi na Facebooku, NBA Slovenija, tudi tam nam lahko sledite za vse najbolj aktualne novice in najboljše analize tekem. Zdaj pa, da ne bom izgubljal časa, gremo veselo na delo. Young superstars Zion and Luka head-to-head last night for the first time in their careers, and the stars were out to watch. Luka against Ingram. Good contest on the three, but a better shot. Luka Doncic. That was pretty, though. Williamson blocked, got it back. Wow. Up and in. Luka on the move. Gets the layup. And a timeout, Alvin Gentry and the Pelicans. Luka's still mad at himself for missing the previous layup. Williamson up high over Kleber. Sets him up, sets him up. He gets a switch. Favors step back three by Luka. Nothing but net. So he hit a step back three and a pocket pass and a pick and roll. What does he have here? Holiday still on him, moving his feet. 8 on the shot clock. Luka slammed on the brakes. Oh, deep in his bag. Kicks it out. Kleber for three. He's in complete command. They've needed plays, and this young man has delivered. He had the step-back three, then the pocket pass. Then he's doing this to an all-NBA defensive player. Wide-open shot from my teammate. Luka Doncic and the Mavericks can have their 17th home win of the season. Fantastična tekma, težko pričakovana tekma. Hype je bil že nekaj dni prej, da se bosta udarila v bistvu morda bodoča zvezdnika lige NBA, ki bosta verjetno imela naslednjih 15 let še kar nekaj odličnih dvobojev. Skozi se ju bo primerjalo, verjetno se bo govorilo o tem, kdo je boljši.
kdo je uspešnejši, mislim, da bo to neko tako rivalstvo, ki bo trajalo še kar nekaj časa. Ja, Blaž, se popolnoma strinjam s tabo tukaj, samo pri eni stvarci vidite popravke, si rekel, morda bo to največje. Edina neznanka je tukaj seveda zdravje obeh izjemno talentiranih, nadarjenih igralcev. Če bosta oba zdrava, to je tisti morda, potem ja, se čisto strinjam s tabo. Naslednjih 15 let bomo verjetno govorili o tem, kdo je boljši. Tako kot sva v bistvu že napovedala lani, ko sva govorila o Zionu, pa poleti sva tudi en podcast, kjer sva dosti govorila o Zionu, posnela in ne dvomim, da jih bo še zelo veliko. Midva sva v tem drugem delu podcasta govorila tudi o najbolj nadarjenih mladih igralcih NBA lige, tistih, ki bodo krojili NBA ligo, Jason Tatum, Trae Young, tudi seveda Ja Morant, Zion in pa seveda Luka. To je verjetno ta peterica, ne vem, če se Blaž tukaj strinjaš? Ja, vse recimo, no. Najbolj nadarjenih namreč igralcev pod 21 let, če tako vzamemo, no, Tatum je pa ravno pred dnevi dopolnil 22, ampak dajmo ga še v to skupino. Ampak izmed te peterice, Tatum, Ja, Trae, Zion in Luka, ja, lahko nekako izluščimo Ziona in Luko in tudi zato je bil tak hype, ki si ga ti omenjal na ESPN-u, Foxu, drugih velikih športnih televizijah. So cel dan pripravljali prispevke na temo Luka proti Zionu, s kom bi začeli graditi franšizo, če danes draftajo, koga bi danes vzeli višje na draftu. In ja, to so dejansko debate, ki bodo trajale, ker namreč Trae, Ja in Tatum, vsi izvrstni in izjemno nadarjeni igralci, ampak ko govorimo o Luki in Zionu, dveh različnih igralcih z različnim stilom igre in različnim pristopom, Zion proti Luki, ja, tako kot si rekel, naslednjih 15 let. Prvi dvoboj pa je dobil Luka Dončić, ki je v 41 minutah dosegel 30 točk, 4-11 za 3, 8-13 prosti meti, pri temu je dosegel še 17 skokov in 10 podaj in vpisal 22. rekordni trojni dvojček, se pravi rekordni za franšizo Dallasa, medtem ko je Zion v 35 minutah iz igre metal 9-18, proste mete 3-5, trojk sploh ne meče, zbral še 6 skokov in 3 podaje in pri temu dosegel 21 točk. Ta statistika že sama po sebi izgleda izjemna, ampak ko pa to postaviš v sam kontekst tekme in vidiš, da je Luka v bistvu daleč najbolje igral v podaljšku, na samem zaključku tekme, takoj na koncu rednega dela ni dobil priložnosti, da bi odločil to tekmo, je zadnji met v rednem delu pripadal Porzingisu, po tem podaljšku je pa še posebej tiste 3 zadnje akcije, zadnji 2 minuti izenačena tekma, res praktično sam za svojim playmakingom in pa seveda ključno step-back trojko nekaj več kot minuto pred koncem tekme, prelomil tekmo in odločil ta dvoboj, ki je bil za obe ekipi pomemben, ampak še toliko bolj pomemben za Pelikane, ki so lovili še zadnji priključek za končnico nekako. Sedaj so padli na 12. mesto lestvice zahodne konference, verjetno resnih možnosti za to, da se vmešajo v boj, glede na to, koliko tekem je do konca, sedaj več nimajo. In ja, morali so zmagati, tako so tudi igrali, ampak Luka je tokrat prevladal. Še en drug igralec, ki si ga recimo tudi ti v tem drugem delu omenil, ko smo govorili o teh najbolj talentiranih igralcih lige, mladih igralcih pod 25, pa Porzingis, Blaž. Ja, tudi Porzingis se bolj kot se sezona bliža koncu, vedno bolje igra, očitno se je iznebil tiste rje, ki ga je matrala po tako dolgi odsotnosti z parketov. Na tej tekmi 34 točk, 12 skokov, 3 podaje, iz igre je metal 14-28, se pravi 28 metrov iz igre, 14 zadetih košov, skratka fenomenalna predstava in zelo, zelo nas lahko veseli, da se to dogaja sedaj tik pred končnico, ko je le še dober mesec in ja, Dallas zna biti nevaren.
Midva sva že v najnih podcastih pred začetkom sezone, če se spomniš, Blaž, govorila o tem, da bo verjetno Porzingis potreboval po tako dolgi pauzi nekaj časa, morda pol sezone, morda pa celo sezono, zato da se vrne na tisti nivo, na katerem je bil pred poškodbo po skoraj 2 letih brez košarke, je to povsem razumljivo. Podobnih primerov je že kar nekaj, recimo Paul George je eden izmed takih, vemo, potreboval je celo sezono, da se je vrnil na nivo izpred poškodbe in v podkrepitev nekako tega, kar si ti zdajle povedal, vedno boljša igra Dončića in Porzingisa, recimo ravno na tej tekmi proti Pelikanom sta postala še 4. par soigralcev iz Dallas Mavericksov, ki sta na isti tekmi dosegla vsaj 30 točk in 10 skokov. Torej, če bosta tako igrala sedaj na koncu sezone in tako igrala potem še v končnici, bova pa midva verjetno začela debatirati o tem, če lahko morda Dallas celo preseneti v prvem, drugem krogu. Ja, in morda še en statistični podatek, ki sem ga pozabil povedati Porzingisu, je tudi ta, da je na tekmi zbral 5 blokad. Tako da tudi v obrambi kot rim protector igra vedno bolje in to samo nas lahko navdihuje z optimizmom pred nadaljevanjem sezone oziroma potem tudi končnico. Absolutno. Tisto, kar bo seveda glavno tukaj verjetno je ravno tisto zdravje. Oba sta imela ogromno težav, veliko težav to sezono. Tudi Porzingis je imel težave z bolečim kolenom in preventivno ga pogosto tudi počivajo na teh tako imenovanih back-to-back tekmah. Luka pa vemo, tudi o tem sva govorila dosti v tem drugem delu podcasta, namreč sojenje in poškodbe Luke, ki so posledice slabega sojenja. V tem kontekstu sva govorila, ampak posledica je pa seveda sedaj ta, da Luka igra s poškodovanim palcem. Po tekmi je povedal, da ga ta palec na levi roki še vedno precej ovira in da bo verjetno se s tem moral ubadati do konca sezone. In če temu dodamo še načet Gležen, 2-krat poškodovan, isti Gležen, je res, Blaž, treba potrkati in Luki zaželeti čim več sreče do konca sezone z zdravjem, ker bo ravno to ključno in seveda tudi Porzingisu. Na tekmah, kjer oba igrata, ima Dallas skor 24 zmag in 13 porazov, kar je seveda precej boljše razmerje zmag in porazov, kot pa na tekmah, kjer en ali pa drugi ne igra ali pa morda oba ne igrata. Dallas letos lahko preseneti z zdravim Dončićem in zdravim Porzingisom in jaz upam tudi malo, da bodo že mesta za končnico na koncu dana kakšno tekmo pred zaključkom, morda potem lahko Luka odsedi še kakšno tekmo zaradi tega, da sanira to poškodbo palca, ker jaz mislim, da ga palec bistveno bolj ovira kot pa Gležen pri njegovi igri in to malo med vrsticami priznava tudi sam, da ima težave sedaj zaradi tega bolečega palca in samo upamo lahko, da se čim prej pozdravi in tudi njegov met sedaj peša ravno na račun tega palca. Vodenje žoge naredi nekaj turnoverjev in tudi posledica palca, tako da upam, da se čim prej pozdravi ta stvar in da se vrne na nivo predvsem za končnico. Ja, predvsem seveda z levo roko, praktično z levo roko tudi izgubi zdaj največ žog in tudi na tej tekmi smo lahko videli, da se je pogosto zagrabil za boleč palec, tudi Lonzo Ball ga je enkrat že spet pošteno kresnil, sicer ga ima povezanega, ampak ni idealno. Seveda tisto, kar je pa nekako vzpodbudno, je pa ravno to, da Luka tako dobro igra, kljub temu, da recimo je zdaj ne vemo koliko procenten, zagotovo pa ni 100%. To je edino, kar je res jasno, da sedaj njegov Gležen in tudi palec nista 100% in ja, tako kot sem prej potrkal, lahko še enkrat potrkam, lahko potrkate vsi skupaj, ki poslušate tale podcast, namreč tudi potem za reprezentanco je pomembno, da Luka nima več težav s poškodbami, ker take kronične težave, ki se vlečejo celo sezono drugače, kot da nehaš igrati in preprosto nič ne počneš, samo rehabilitiraš poškodovane vezi na palcu ali pa na gležnju, praktično ne moreš. In o tem bova midva nedvomno še veliko govorila. Zdaj pa Blaž, če se strinjaš in če ne bi še kaj o sami tekmi dodal? Ne. Potem pa verjetno najbolje, da napoveva kar tale drugi del, kjer, kot sem že dejal, tudi več o Miamiju in Goranu, ne samo o Dallasu in Luki.
nekatere teme, ki so jih zdaj samo malce, kako bi se reklo, nekako sva popraskala samo po površju, bova malo bolj zapraskala v tem drugem delu, začela pa sva z tistim velikim romanjem Slovencev v Miami, zopet 2500, blizu 3000 pravijo nekateri Slovencev se je zopet odpravilo v Miami, da si ogledajo oba naša športna junaka in kaj praviš, Blaž? Ja, lahko greva kar veselo na delo. Luka Doncic alongside Goran Dragic. And let me tell you, there are a couple thousand Slovenians ready to cheer on. They really don't lose either way, do they? Dragic with a great drive and finish for his first score. Doncic, overhand, banks it in. Hard right-hand drive. Dragic using the Olynyk screen. Return to screener. That's beautiful pick and roll work. Doncic with 6 on the shot clock, into the paint, finishes. Luka Doncic, 5-point Heat lead. Dragic for three with a second and a half left in the half. Fire-breathing Dragon. Doncic drives in and finishes again. He is really putting that head and shoulders down. And Dragic able to roll that one in. At 2,500. Slovenia. Yeah. Ja, izjemen dogodek za slovensko košarko, za slovenski šport nasploh, Blaž. Ne vem, a misliš, da bi 2500 Slovencev, skoraj 3000 Slovencev odpotovalo tako daleč še za kakšna druga športnika v Sloveniji, še za kakšen drugi šport? Kaj misliš, Blaž? Mislim, da v tem trenutku ne. Je pa stvar o tem, da to je že znana, narekovajih, bolezen Slovencev, da zelo radi imamo hype. To je dejstvo in če je hype, so Slovenci zmožni prodati tudi bajto pa it. To je, zdaj lahko da mi bo kdo zameril, ampak to je pač dejstvo zgodovinsko, če pogledamo, so vse stvari tako šle. In mislim, da v tem trenutku ne. Si pa upam trditi, da recimo, če bi imeli kakšnega nogometaša v top 5 klubu, morda top 3 klubu na svetu v tem trenutku in da bi bil seveda tam en iz glavnih nosilcev ali pa celo glavni nosilec, bi definitivno romalo ogromno Slovencev tudi tja, gledati tekmo, sploh kakšna finala, take stvari, to imamo Slovenci, obožujemo in to imamo radi. Potem praviš, da Atalanta ni top 5 klub, ali kaj? Ne, niti približno ne. Iličić je res v izjemni formi, letos izjemno igra, mislim, da je celo prvi ali drugi po doseženih hat-trickih med najboljšimi strelci, vsaj letos, ampak kot si rekel, Slovenci imamo radi hype, Slovenci imamo radi, mislim, da tisto, kar je pomembno, radi imamo zmagovalce. Če nekdo zmaguje, ni važno v katerem športu, ampak če slovenski športnik zmaguje, potem ima vedno neomajano podporo vseh. Radi imamo, kot bi rekli Američani, frontrunnerje, tiste, ki res v svojem fohu, v svojem športu so na vrhu in ja, Luka in Goran sta oba v vrhu. Zame je super videti, kako Slovenci spodbujajo mene in Gogija. Mislim, da je to čas nama dvema, čas vsej slovenski košarki in upam, da se to več dogaja. You know, not only here, even when we play for our national team, we always have a great support. They always travel with us to different countries and supporting us, and you know, we have one of the best fan base in the world. Spomni se par let nazaj, takrat, ko je bil Peter Prevc na vrhuncu, ko je imel tisto nepremagljivo sezono, ko je ne vem koliko tisoč Slovencev romalo v Avstrijo na zadnjo tekmo novoletne turneje, kjer se je vedelo, da bo Prevc osvojil zlatega orla in tudi tam v bistvu avstrijskih zastav praktično ni bilo, so vihteli samo slovenske zastave, vsi so potem peli himno in vse in pač ja, to je znano dejstvo, pač Slovenci, hype, zmagovalci, zihrca navijači tam. In podobno slovensko obarvanje je bil, kot sem že dejal, tudi Miami v dvorani, res ogromno slovenskih navijačev.
Pa če na začetku malce obdelava samo tekmo, par topik sva si pripravila, tudi o sodnikih, ampak začniva s tistim osnovnim, se pravi statistiko. Nekateri radi pravijo, da je statistika kot bikini, da tiste najpomembnejše stvari skrije, ampak to je malce star pregovor, že ker danes namreč, ko govorimo o tej napredni statistiki in player tracking podatkih, ki jih dobimo preko kamer, ki so nameščene po vseh dvoranah v NBA ligi, pa zelo malo ostane skritega oziroma skoraj nič, pa če se za začetek dotakneva teh osnovnih številk. Zadnjič se spomnim, da ko sva delala postgame za reprezentančno tekmo Madžarske, mislim, da sem rekel trojke in obramba, in pri Dallasu, lahko zopet ponovim, trojke in obramba. Miami je namreč zadev kar 17 od 35 trojk, 48,6% so bili, torej skoraj 50% za 3 in ob tem še 52% pri skupnem metu iz igre. Miami je res potreboval to zmago. Pred to tekmo so izgubili 7 od zadnjih 9 tekem, vključno s tekmami proti ekipam iz samega dna lestvice. Izgubili so proti Hawksom, izgubili so zadnjo tekmo proti Minnesoti in vse to doma v domači dvorani. Zato so tokrat res nujno potrebovali to zmago. Z porazom bi padli na 5. mesto za Sixersi, sedaj lovijo prednost domačega parketa v play-offu, ki pa tudi za Dallas še vedno ni povsem nedosegljiv. Ampak Miami je tokrat dejansko bolj potreboval zmago in to je pokazal tudi na parketu. Igrali so dosti boljšo obrambo, predvsem njihova zona je povzročala Dallasu ogromno težav. Na koncu sicer tudi Dallas zelo uspešen pri metu za 3, ampak to je šlo predvsem na račun Setha Curryja, ki je zadev kar 8 od 9 trojk. Ampak tudi, če malce pogledamo nekatere druge številke, ne samo trojke, Miami je dosegel tudi več točk izpod samega obroča oziroma iz rakete, 38 proti 32, več točk so dosegli iz protinapadov, 13 proti 5, več točk so dosegli po ulovljenem skoku v napadu in ponovljenem napadu, 12 proti 5. Imeli so več skokov na tekmi, seveda več napadalnih skokov, imeli so več podaj in manj izgubljenih žog kot Dallas. Tako da v vseh kategorijah je Miami tokrat povsem nadigral Dallas Maverickse. Ja, in treba je omeniti, da Luka je imel težave tudi zaradi poškodovane roke. Vedno, ko je šel prodor z to levo poškodovano roko, je izgubil žogo, ne vedno, ampak velikokrat je izgubil žogo, imel težave pri metu, to je na koncu po tekmi priznal tudi sam in po vsej verjetnosti si skoraj upam trditi, da če ne bi bil danes ta slovenski dan v Miamiju, bi Luka verjetno to tekmo presedel. Ja, zagotovo bi to tekmo odsedel, če seveda ne bi toliko Slovencev odpotovalo v Miami za to, da ga vidijo. Ja, ampak treba je tudi omeniti, da je Luka ponovno imel relativno malo piskanih prostih metov, glede na število prodorov, ki jih je imel na tekmi. In to je nekaj, kar se Dallasu v bistvu ponavlja že kar nekaj časa. Enostavno v sodniških očeh očitno nimajo dovolj, spoštovanja ali kakorkoli, da bi jim piskali tudi kakšne rahlo bizarne favle, tako kot delajo to nekaterim drugim zvezdnikom ali pa kvazi zvezdnikom v ligi NBA. In vse skupaj se je dejansko začelo že z tem, ko je Luka velikokrat, če lahko uporabim ta izraz, pizdil čez sodnike, potem je vse skupaj zraven dodalo še rentanje Cubana, ki je po Twitterju imel kar, lahko bi rekli, izpad glede sojenja in mislim, da jim sedaj tudi nekoliko sodniki vračajo sedaj za vse te puščice, ki so bile ustreljene proti njim, kar pa dejansko ni dobro za Luko. Pa zdaj, preden bo kdo rekel, sej Dallas ni izgubil zaradi sodnikov. Ja, Dallas ni izgubil zaradi sodnikov. Ja, res, nočem zdaj omenjati, da bi na tej tekmi z Miamijem bili sodniki krivi za poraz Dallasa, samo želim odpreti neko bolj široko temo. In recimo tudi ta poškodba prsta, o kateri sem govoril sedaj na začetku, je posledica tega, ker na prejšnji tekmi se je lahko lepo videlo, kako so prav tako namerno močno udarili Luko po roki, pa sodnike, kar pogledal stran, ni piskal ničesar. Po prvem udarcu je šel na slikanje v slačilnico, ker so ugotovili, da sreč ni nič, potem pa po tistem je še en tak udarec padel in tam je tudi prst potem šel.
Govoriš o tekmi proti Spursom, seveda. Tako je, ja. In ja, enostavno, očitno je tukaj sedaj mogoče neko maščevanje sodnikov, govorimo na rekovajih, in jaz upam, da se bo ta zadeva uredila, no. Ja, Blaž, enako tudi jaz upam. Na tej tekmi proti Miamiju je imelo domače moštvo dvakrat več prostih metov, skoraj dvakrat več prostih metov kot gostujoči Dallas. Na koncu 36 prostih metov in kljub temu, da niso bili uspešni pri izvajanju, zadeli so jih 27 od 36, torej bili so 75%, je Dallas dobil samo 19 prostih metov, zadel 17, torej skoraj 90%, vendar 17 zadetih proti 27 zadetim prostim metom domačih, 10 točk razlike, na koncu poraz za 8 točk in ja, tudi to je bil nek faktor, nekaj osebnih, zelo očitnih, že spet niso piskali nad Luko, predvsem recimo tisti prodor, ko je šel na koncu prvega polčasa, zadev preko Adebaja, ne vem kako to ni faul, ko ga je Adebayo na vrhu v zraku po izpuščeni žogi dobesedno z bodycheckom poslal na tla. To je v bistvu težava nasplošno v NBA ligi, kjer je veliko pritožb zadnje leta čez sojenje, ampak predvsem je težava v tem, da so sodniki nekonsistentni, se pravi, pač nimajo nekega kriterija, katerega bi se držali skozi celotno tekmo. Veliko je nekih kompenzacij med tekmo in to so tiste stvari, ki precej razburjajo navijače, predvsem tistih klubov, ki so oškodovani na ta račun. Upam si trditi, da je v Euroligi precej boljše sojenje kot v NBA ligi, govorim v povprečju. Blaž, tukaj se jaz povsem strinjam s tabo. Ja, in stvar, ki je treba omeniti, je tudi, da košarka, treba je priznati, ni najlažji šport za soditi. Izjemno veliko se dogaja v zelo kratkem času. Je pa to eden tistih športov, kjer sodniške odločitve lahko izjemno vplivajo na končni rezultat, podobno recimo kot v rokometu, čeprav ne tako zelo v veliki meri kot pri rokometu, ampak je to tisti šport, kjer dejansko lahko kjer lahko dejansko konstantno sojenje sodnikov, recimo če sodijo slabo, močno vpliva na tekmo. In Blaž, ja, to je res, začel si eno zelo obsežno temo, o kateri bi lahko praktično cel podcast govorila. Ja, predvsem ena stvar, ki jo treba tudi omeniti, je to, da nasplošno sodniki niso naklonjeni močnim igralcem oziroma igralcem, ki v prodoru igrajo nekoliko bolj na moč, tam puščajo bistveno bolj moško igro, recimo proti kakšnim trlicam ala Trae Young, ki ga samo malo bolj pogledajo, pa že piskajo faul. In recimo lep primer je tudi LeBron James, ki ima podoben stil prodora kot Luka Dončić, se pravi z ramenom, ki ga nekoliko spusti in se potem nasloni na nasprotnega branilca oziroma pač na tak način zbeži mimo rahlo na moč. Tudi ne dobiva veliko prostih metov v prodoru, pa vemo, kakšen zvezdnik je LeBron James, ki tudi včasih dobi kakšne klice, ki so fantomski strani sodnikov, ampak v prodorih pa ne toliko, kot bi človek pričakoval. Ja, Blaž, sodniki in Lukova poškodba, kot si dejal, dve topiki zdajle, ki sta pravzaprav povezani. Tako kot si omenil, zadnjo tekmo proti Spursom je Luka staknil tole poškodbo palca, zapestja dobil dva res grda udarca po roki, očitna udarca po roki, fauli, osebne napake, ki bolj očitne osebne napake ne more biti. Tako da tukaj je nekaj globjega, to je res. Tukaj se povsem strinjam s tabo in tukaj je seveda zdaj vprašanje, kaj je problem, v čem se skriva razlog. Ti si omenil to pritožbo Cubana, nisi pa omenil, da je bilo to na tekmi z Atlanto, tekmi, ki so jo izgubili. Tam je prišlo do bizarne situacije, namreč sodnik je dosodil pri metu Traea Younga goaltending, torej nepravilno blokado Doriana Finney-Smitha. Po sodnikovem pisku bi se seveda akcija morala ustaviti in tudi igralci Dallasa so nehali igrati. Potem je pa Collins, krilni center Atlante, žogo pospravil v koš. Potem, ko je sodnik že zapiskal goaltending. Potem so se odločili sodniki za pregled posnetka, so ugotovili, da ni šlo za goaltending, ampak da je šlo za povsem pravilno blokado. Ampak so dovolili koš Collinsa, ki je bil dosežen po sodnikovem pisku. To res za tiste, ki poznajo košarko, poznajo pravila, je nekaj najbolj absurdnega in bizarnega, da sodnik prekine akcijo, potem pa dovoli koš, ki je bil dosežen po prekinjeni akciji. To je zoper vsa NBA pravila in seveda Dallas je povsem upravičeno
vložil ta protest. Cuban je na Twitterju si privoščil nekaj res cubanovskih izpadov proti sodnikom. Tisti, ki NBA ligo spremljate že dlje časa, zagotovo veste, da ima Cuban že zelo dolgo zgodovino z sodniki. Pred dnevi sem slišal neko zgodbo, da 2006, ko je Dallas prvič igral v velikem finalu, da so tisto sezono igralci Dallasa, prav na čelu z Dirkom Novickim, imeli interni pogovor s Cubanom, ker je tako, če uporabim to besedo, pizdil čez sodnike tisto sezono, da se je potem to poznalo na parketu, da so sodniki namerno še bolj sodili zoper Dallas. In to je neka tema, ki seveda zdaj spet postaja aktualna, ker določene sodniške odločitve zoper Dallas v zadnjem času so, ta primer, ki sem ga opisal, drugače kot bizarne, se ne da reči. Ja, dejansko. In sej ni samo Dallas tisti, ki trpi zaradi tega, so tudi druge ekipe. In vem, da je tudi ogromno polemik okoli tega in da se tudi v ameriških pogovornih oddajah, tudi na ESPN-u sem že videl, da so se pogovarjali o tem in da seveda vsak ima neke svoje predloge, kako se ta zadeva reši, ampak enostavno bom rekel, ta nedotakljivost sodnikov je šla tukaj že mal na nek svoj nov višji nivo, ali kako bi rekel, mislim, enostavno lahko naredijo karkoli, pa se jim nič ne reče in to mislim, da je kar velik problem. No, sej ne rečem, to ni samo v košarki, sej tudi v Angliji, recimo v nogometu imajo ogromne težave sodniki, pa se jim ne sme nič reči, nikoli se jim nič ne zgodi, pa čeprav naredijo kakšne očitne napake in mislim, da je to ena stvar, ki bi se rahlo morala spremeniti. Čeprav jaz se strinjam, da se sodnikov ne sme kritizirati, ker v končni fazi so tudi oni samo ljudje in imajo drugačno perspektivo, kot jo imajo igralci sami. Ampak neka zdrava meja pa vseeno mora biti. No. Mislim, da neka upravičena kritika mora biti dovoljena. Definitivno. Ti si tudi omenil to, da Luka pogosto, že spet, če uporabim to izraz, pizdi nad sodniškimi odločitvami, ampak upravičeno. Če ga tako kot na zadnji tekmi igralec useka po roki z vso močjo, mislim tisto, ko pravijo Američani, wind up, zamahne res iza glave z edinim ciljem, da naredi osebno napako, da prepreči seveda koš v prodoru, kjer je Luka letos res izjemen, njegovi odstotki v prodorih so fenomenalni. On prodore pod obročem zaključuje z 57% uspešnostjo. Za primerjavo, to je skorajda identična uspešnost kot uspešnost Janisa Antetokounmpa v prodorih. Vemo pa, da je on praktično najbolj dominanten igralec pod obročem zadnja leta. Šek je celo rekel, da je njegov naslednik v NBA ligi ravno Janis. Ampak Lukova uspešnost je res drugače kot fenomenalna, ne moremo reči. Po številu prodorov na tekmo je 5. v ligi, ampak z 19 prodori na tekmo ima en prodor manj kot Russell Westbrook, 20,3 prodore ima na tekmo Russell Westbrook, ki je pa prvi. Tako da razlika je minimalna. Luka je skupaj z Russellom Westbrookom, tudi Traejem Youngom, De'Aaronom Foxom, še en izjemno hiter, prodoren atletski play in DeMarjem DeRozanom sodi med top 5 igralcev po prodorih na tekmo. In v zadnjem času preprosto sodniki v prodorih ne piskajo več toliko osebnih napak nad njim, kot so jih piskali prej. Luka, kljub temu, da izvede 19 prodorov na tekmo, dobi v teh prodorih samo 2,8 prosta meta. Za primerjavo, recimo James Harden 17 prodorov, skoraj da 5 prostih metov dobi na tekmo. De'Aaron Fox, organizator Sacramento Kingsov, ima enako število prodorov kot Luka, vendar dobi 4,5 proste mete. Torej, 2 prosta meta več dobi ob enakem številu prodorov, pa mi ne bo nihče rekel, da naredijo več osebnih napak nad De'Aaronom Foxom kot nad Luko. Ti si že omenil Traeja Younga in kako nad njim sodniki sodijo osebne napake in kontrast med Luko in Traejem je res ogromen. Zadnjih 15 tekem ima Trae Young več kot 12 prostih metov na tekmo, medtem ko Luka v zadnjih 15 tekmah 7 prostih metov na tekmo. V zadnjem času je res nesporno dejstvo, da recimo Luki
sodijo drugače kot Traeju Youngu. In to je tisti največji problem NBA sojenja, konsistenca. Nobene konsistence. Različnim igralcem različno sodijo, različnim ekipam različno sodijo. Če recimo v NBA ligi gledaš na določen večer 2 tekmi, eno za drugo, lahko vidiš povsem drugačen kriterij na teh 2 tekmah, povsem drugačne odločitve v istih situacijah. Recimo, Cuban je imel ponoven izpad, ko je na zadnji tekmi Lakersov in Boston Celticsov že spet bilo seveda katastrofalno sojenje, sodniki so več kot očitno sodili v korist Lakersov in je bila identična situacija, skoraj da identična situacija, goaltending. Sodniki so zapiskali goaltending, v tem primeru pa sodniki, za razliko od seveda tiste tekme med Dallasom in Atlanto, tokrat niso dovolili koša, čeprav je tokrat več kot očitno šlo za goaltending. Torej, koš bi moral veljati po obstoječih pravilih, ko pogledajo posnetek in vidijo, da je bil goaltending, bi morali koš priznati. Ampak druga ekipa, drug kriterij sojenja, drugačne odločitve, Blaž. To je res, ti prav malce priskuti, celotno izkušnjo ob spremljanju NBA tekem. Problem Dallasa sedaj pa je, recimo, da je Luka poškodovan trenutno zaradi teh sodniških odločitev na zadnji tekmi. Sodniki ne zaščitijo Luke, tako kot recimo Traeja Younga, ki sva ga že omenjala, pa da ga ne bova zdaj vlekla po zobeh. Jaz vedno rečem, meni je on všeč kot igralec, ampak več kot očitno imajo sodniki pri njem drugačen kriterij, kot ga imajo pri Luki. Vsak dotik Traeja je praktično osebna napaka, še posebej, ko govorimo o handcheckingu. Tisto, kar mene, Blaž, res spravi ob živce. V ligi NBA, vemo, so tam v začetku 2000-ih prepovedali handchecking. Prepovedali to, da imaš roko na napadalnem igralcu, ko igraš na perimetru obrambo na njemu, in tudi v prodorih ni dovoljen kontakt na tak način. Trae igra tako, da vsakič, ko gre v prodor, vzpostavi kontakt z obrambnim igralcem, skoči v njega in potem skoči stran. Na tak način si on ustvarja prostor. Ampak sodniki, tisto, kar mene res že spet ob živce spravi, je, ko on skoči v obrambnega igralca, sodniki piskajo osebno napako. V zadnjih 5-10 tekmah sem gledal dosti Atlante in videl ogromno takih situacij. Recimo ravno na zadnji tekmi Atlante in Miamija, ki jo je Miami izgubil. Trae je imel, mislim, da 20 prostih metov in večino jih je dobil v prodorih, ko je skočil v obrambnega igralca, vzpostavil kontakt, potem stran, ampak pri tem je piskal sodnik vsakič osebno. Pri Luki pogosto očitno handchecking rule še velja. Ogromno vidim situacij, kjer obrambni igralec ima roko na njegovem boku, roko na njegovem hrbtu, ga vleče za hlačke, ga vleče za dres, sodniki nič. Mislim, uporabil sem že izraz bizarno, absurdno. V vsakem primeru ne sodijo mu pošteno, ne sodijo mu tako kot ameriškemu zvezdniku. Ja, ravno omenjaš ameriške zvezdnike. Jaz mislim, da tukaj je rahel problem tudi v tem, da Liga NBA nima več ameriških zvezdnikov. Pa zdaj, da ne bo kdo to narobe slišal, govorim o mlajši generaciji. Se pravi, novih up and coming ameriških zvezdnikov jih praktično sedaj nimajo in je potrebno nekoga ustvariti kot novega mladega zvezdnika. Pa seveda, glavni zvezdniki so še vedno pač stara garda, ne? Ampak tudi tisti se počasi bližajo koncu. In zdaj, če samo pogledamo, mogoče najboljši pod 25 igralci v tem trenutku so Giannis Antetokounmpo, Jokić, Karl Anthony Towns, Ben Simmons, Luka Dončić. To je top 5. Niti eden od njih ni Američan. Ne v tem vrstnem redu, seveda. Ne v tem vrstnem redu, ampak govorim, 5 najboljših igralcev v tem trenutku v Ligi NBA, ki so stari pod 25 let, je neameričanov. Če pogledamo prvega Američana, bi recimo bil potem Donovan Mitchell, potem recimo Devin Booker, Jason Tatum, DeAndre Fox, to je bilo recimo ameriških najboljših 5, pa še veda Trae Young je treba še njega. Trae Young, pa mogoče Ja Morant in seveda Zion, te 3 bi je še dodal tukaj zraven. Ja, ampak niso pa to vseeno zvezdniki, ki bi jih projecirali tako zelo visoko, kot sedaj lahko projeciramo evropske zvezdnike v Ligi NBA. So v bistvu tudi evropski zvezdniki bistveno boljši, s tem, da je potrebno tukaj omeniti tudi Kristapsa Porzingisa, ki se v zadnjem obdobju pri Dallasu očitno zbuja in vrača nekje na pota stare slave. Se pravi, je sedaj ta rja bila pobrana dol sklepov in dejansko igra vedno bolje košarko in tudi kemija z Luko je vedno boljša. In jaz mislim, da ima Liga
malo tudi sedaj dogovor sodniki, da je treba te mlade zvezdnike malo dvigniti. Treba je dobiti ponovno ameriškega superzvezdnika, nekoga, bom rekel, na nivoju Luke Dončića, ker ga ta trenutek nimajo. Enostavno ga nimajo. In jih je strah, kaj bo z ligo čez recimo 5 let, ko se bo večina teh trenutnih ameriških zvezdnikov upokojilo, kdo bo prevzel njihovo štafetno palico. Ne Američani. Je pa malo kritično, a ne? Blaž, zdaj si načel eno zelo tako zanimivo temo. Ja, mislim, ti si omenil recimo te igralce pod 25. Trenutno je MVP tujec, rookie leta tujec. Tisti igralec, ki je najbolj napredoval, se pravi Siakam lansko sezono, tujec. Najboljši obrambni igralec lige, tujec. Tako da tudi ko govorimo potem o prvi peterki lige, recimo Jokić, Dončić, Giannis, potem bi seveda bil tukaj že LeBron in Kawhi, verjetno debatiramo potem, kdo bo na trojki, ampak tudi ko bodo na koncu podeljevali tisto najbolj pomembno, poleg seveda MVP-ja, nagrado, prva peterka sezone, je povsem možno, da bo v njej več tujcev kot Američanov. In ja, to je taka zelo zanimiva tema, no, ampak nič seveda ne moremo dokazati. Jaz lahko samo domnevam stvari na podlagi tega, kar gledam. Tudi Zion recimo dobi praktično isto število prostih metov na tekmo kot Luka, ampak v 28 minutah. On igra 4-5 minut manj. Če bi igral toliko kot Luka, bi brez dvoma dobil več prostih metov. Gre za izjemnega igralca. O njemu bova zagotovo še govorila in sva že govorila, ga omenjala kot tisti veliki up ameriške košarke in on je tudi tisti, ki bo poleg verjetno Treja Younga predstavljal na nek način prihodnost ameriške košarke v naslednjih 10-15 letih. Tako da imajo nekaj svojih potencialnih zvezdnikov, ampak res je pa, da takega kot je Luka nimajo. Takega kot je recimo Giannis nimajo. Takega kot je Karl Anthony Towns nimajo. Takega kot je Jokić nimajo. In ko že omenjam Jokića, tudi njemu ne dobi niti približno toliko osebnih, kot ga tepejo. In eno stvar bi jaz sam še tukaj omenil. Pogosto recimo govorimo o tem, kako se v NBA ne igra obramba. In dejansko v primerjavi recimo z FIBA košarko, z evroligaško košarko, se v NBA, ne bom rekel, da ne igra obramba, ampak je dosti težje igrati obrambo. To je tista stvar, ki jo mnogi ljudje, ki ne spremljajo NBA košarke podrobno, morda ne razumejo tako dobro, namreč da ne da se v NBA ne igra obramba. Problem je, da so pravila toliko naklonjena napadalnim igralcem, vse te spremembe pravil, tudi do katerih je prišlo hand checking, ki sem ga že omenjal, tudi druga pravila so tukaj. Ta pravila so naklonjena napadalnim igralcem do take mere, da je preprosto neprimerno teže igrati obrambo v NBA. Če si dober igralec v NBA, pomeni, da si res najboljši obrambni igralec, eden od najboljših obrambnih igralcev, če v NBA sodiš v sam vrh, ker je toliko teže igrati, ker moraš res ves čas ostati pred napadalnim igralcem, ne smeš si pomagati z rokami, razen zdaj seveda, če ne gre za Luko ali pa Blaž, to, kar si ti že omenil, LeBrona. In tukaj, ja, ali je to samo problem tega, da Luka, ker igra na moč in tudi sam vzpostavi kontakt, ampak že spet potem tukaj pridemo do tistega, da tudi recimo Trej vzpostavlja kontakt z obrambnim igralcem, pa v identičnih situacijah sodniki nad njim piskajo osebno, nad Luko pa ne. Res ne vem, Blaž, to je topika, o kateri bo verjetno še dosti govorila. Ja, jaz mislim, da resno. Predvsem jaz upam, da to ne bo vplivalo na play-off, ker zdaj že lahko vidimo, da verjetno Dallas je že predaleč od mest, ki ne vodijo v končnico, da tja ne bi prišel, ampak tam pa zna biti to težava. In zdi se mi butasto, recimo, da bi Dallas izpadal iz prvega kroga končnice zaradi sodniških odločitev. Se mi zdi, da so na svoj dan sposobni premagati katerokoli moštvo v ligi in če bodo zdaj sodniki to omejevali, ne vem, no. Je zelo težka tema za debatirati, če sem čisto iskren, ker vedno pride potem do vprašanja, a so sodniki namerno slabi, a so samo nesposobni. To pa tudi zdaj lahko damo na tehtnico. In to je v bistvu tudi eden izmed razlogov, zakaj vodstvo lig po kjeremkoli športu ne mara, da igralci preveč govorijo čez sodnike, oziroma na splošno športni delavci preveč govorijo čez sodnike, ravno zaradi tega, ker vedno potem pride do vprašanja, ali je bila to samo napaka, ali je bilo namerno in pač noben noče
ustvarjati nekih dvomov v sojenje, da bi bilo kaj namerno. Ampak ja, je pa to ena tema, o kateri mislim, da se bo še govorili. Jaz mislim, da če v Ameriki govorijo o tem, mislim, da je že resen problem. Je to zelo zapletena tema in recimo, ko govorijo o tem, koliko sodniki spregledajo osebnih nad Luko, seveda midva sva, koliko, zdaj že leta snemava te podcaste, 3-4 leta in če boste pogledali v naš arhiv na Sportinfo.si YouTube kanalu in si pogledali kakšne starejše podcaste o Miami hitih, sva dosti govorila tudi o tem, kako Goranu preprosto ne sodijo osebnih. In veš kaj mene, zdaj da ne bom že spet slowly I turn rentu zoper Treja Younga, ampak še ena situacija, ki sem jo videl pa na isti tekmi, ko je Atlanta igrala proti Miamiju. Goran je poskušal izsiliti osebno tisto, kar tudi v Evropi je dostikrat naredil rutinirano, ko pospeši mimo obrambnega igralca, se na hitro ustavi in pusti, da se obrambni igralec zaleti v njegov hrbet. Če se spomnite proti Španiji, recimo ravno ob zaključku polčasa na isti način dosegel na Eurobasketu 2017 tisto trojko in to on pogosto poskuša narediti. In ko je recimo na zadnji tekmi proti Atlanti to naredil, je sodnik piskal osebno napako njemu v napadu. Sedaj so malce spremenili pravila, ampak 2 minuti kasneje je Trej isto stvar naredil, dobil 3 proste mete. Nekaj je tukaj, Blaž, nekaj je tukaj, zdaj da ne bova cel podcast porabila. Ja, prav gotovo bova o tem še govorila, ampak ko si ravno Gorana omenil, mislim, da je prav, da v tem podcastu nekaj besed nameniva tudi njegovi ekipi in pa njemu samem, se pravi potencialni kandidat za najboljšega 6. igralca v ligi. Miami je letos, moje osebno mnenje je, da je letos nekoliko presenečenje. Bom rekel, kaj moram omeniti, je to kapa dol Petu Rileyju, da se je znebil tistih slabih pogodb in pripeljal zanimive igralce nazaj. Jaz sem mislil, da mu to nikoli v življenju ne bo ratalo, predvsem zaradi tega, ker tiste pogodbe so še relativno dolge. To niso expiring pogodbe, ki jih vsi radi vzamejo, ampak dejansko mu je ratalo nemogoče, če sem čisto iskren. Ti si dejal kandidat za najboljšega 6. igralca. Goran dosega letos v 28 minutah več kot 16 točk, nekaj več kot 3 skoke in 5 podaj na tekmo, iz igre meče 45%, za 3 pa 38%. Polovica njegovih metov so trojke. Je torej zelo učinkovit, še posebej glede na to, da je organizator. To so odlični odstotki za organizatorja. Glavni protikandidati za nagrado za najboljšega 6. igralca so pa verjetno Lou Williams, Montrezl Harrell in Dennis Schroeder. Ti 3 dosegajo točko pa pol več od Gorana, manj podaj seveda, Lou Williams in Schroeder približno isto skokov. Verjetno bo na koncu pomembno vlogo pri tem igrala tudi pozicija Miamija na lestvici. Če pridejo na tisto 3., 4. mesto, potem mislim, da bo Goran postal, če se ne motim, šele drugi igralec, če seveda osvoji nagrado za najboljšega 6. igralca, ki je osvojil poleg MVP-ja seveda in nagrade za najboljšega obrambnega igralca vse najpomembnejše nagrade v NBA. Bil je že igralec, ki je najbolj napredoval, Most Improved Player, bil je že All-NBA, bil je že All-Star, manjka mu torej samo še nagrada za najboljšega 6. igralca, najboljšega obrambnega igralca in MVP-ja. Zdaj, najboljši obrambni igralci in MVP, ne bom rekel, da 100% ne bo, ker jaz Gogija nikoli ne izključam, ampak vemo, to ne bo. Ampak če mu uspe osvojiti še nagrado za najboljšega 6., bo pa poleg teh 2 nagrad osvojil vse najpomembnejše in mislim, da postal šele drugi igralec v NBA zgodovini, ki bi mu to uspelo. Ja, in tukaj je v bistvu eden izmed unih stvari, podatkov, v bistvu, po katerih lahko vidimo, kako zelo je Gogi podcenjen v ligi NBA. V bistvu celotna njegova kariera je precej podcenjena, nikoli ni bilo nobenega pretiranega pompa okoli njega in se mi zdi, da je to res škoda in mislim, da je to ena izmed stvari, ki je tudi rahlo, bom rekel, mogoče je to grd izraz, ampak zavrla njegovo kariero, da bi bila še boljša, kot je že. Enostavno je, on je tisti tipičen, bom rekel, garač, ki je prišel. To je mislim, da tudi malo njegova mentaliteta. On je prišel ne kot zvezdnik, recimo tako kot Luka v ligo, ampak je prišel skozi
zadnja vrata v narekovajih in je moral krvavo delati, da je prišel do sem, kjer je. In jaz mislim, da je on ravno iz tega vidika še vedno precej pohleven igralec. Trener mu reče, pojdi steci v kot in stoj v kotu in ne vem, če je pohleven najbolj primeren izraz, samo zaradi tega, če sem malo glasen. Mogoče bom raje rekel skromen igralec, tako bom rekel. To pa je, po mentaliteti, precej skromen in se ne buni pretirano, sicer nekateri reporterji pravijo, da včasih zna tudi pozdigniti glas in izraziti nezadovoljstvo, ampak nasplošno pa bom rekel, njemu je Miami rekel, lej, ti boš letos, ne boš več prvi play, ker bo to Justice Winslow, ki ga pa zdaj ni več v ekipi. In Gogi je rekel, sure, whatever the coach wants. In pri njemu je to klasika, bom rekel, on naredi, pri njemu je ekipa prva, individualizem mu nikoli ni bil zanimiv in tako je bila tudi v bistvu njegova NBA kariera. Praktično podrejal se je ekipi in tudi takrat, ko je imel zvezdniški status, zdaj to ful tako karikirano rečeno, ampak takrat, ko bi ga lahko bistveno bolj unovčil, je on še vedno delal za ekipo in nikoli ni, recimo, se tolkel po prsi in na veliko upeval, lej, jaz sem pa zvezdnik, jaz sem pa all NBA third team, ti pa delaš z mano takole, seveda ciljam na čase v Phoenixu in tisto zadnjo sezono, ko je potem bil traden v Miami. Ja, Blaž, ko je trener rekel Goranu letos, pred začetkom sezone, se pogovoril z njim, rekel, jaz mislim, da bi bilo bolj, da bi za našo ekipo, da bi prihajal v igro s klopi in to tudi je res. Druga peterka Miamija je tista, ki dela pogosto razliko oziroma največkrat dela razliko, ker seveda le redko katera ekipa ima igralca take kvalitete, kot je Goran na klopi in si lahko privošči, da tako dobrega igralca pripelje s klopi. To so ravno tisti, ki sem jih prej omenjal. Recimo to je kakšen Lou Williams pri Clippersih, ki ima podobno vlogo in je podobno pomemben za svojo ekipo s klopi kot Goran recimo v Miamiju. Pa še en podatek bi dodal, ko govorimo o tej pocenjenosti. Povedal sem, da bi Goran lahko, če bi postal najboljši šesti igralec, postal eden izmed redkih, ki je osvojil vse te 4 izmed 6 glavnih nagrad. Goran je tudi, če upoštevamo še njegov uspeh v Evropi in z reprezentanco, Eurobasket MVP. In potem, če pogledamo samo, kdo v zgodovini košarke je bil Eurobasket MVP in potem v NBA ligi All NBA in All Star. Torej obe, recimo temu najbolj prestižni nagradi poleg MVP-ja, to so v celotni zgodovini košarke bili samo Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker, Peja Stojaković in Goran Dragić. Teh 5 igralcev, zdaj ne bom seveda rekel, da je Goran na nivoju Dirka ali Poa, ampak Goran je tisto, kar si rekel. Mislim, da je pocenjen in mnogi slovenski navijači, še posebej tisti, ki so v zadnjih letih morda mlajši, ki so začeli šele z Luko spremljati ali posvečati več pozornosti NBA ligi, ki niso recimo gledali Gorana v Phoenixu, ki niso gledali Gorana pred leti, recimo pred Eurobasketom je on imel res fenomenalno sezono, ki so na nek način hiti zapravili s tistimi igralci, ki so jih takrat pripeljali okoli njega in jim potem po vrhu dali še, tako kot si omenil, tiste gromozanske pogodbe. Midva so v najnih podcastih pogosto bentila čez Whitesida, govorila o tem, da je to igralec, ki je definicija prazne statistike. On lahko da 25 točk, pa 15 skokov, pa bo recimo ekipa z njim na parketu -15, -20. Definicija prazne statistike. In mislim, da tukaj recimo v to kategorijo letos sodi tudi Trae Young. Brez dvoma. Ogromno prazne statistike dosežene v situacijah, ki ne pomenijo nič in v četrtinah, ki so že zdavnaj odločene. Na eno stvar bi se jaz še navezal, ki si jo ti omenil, kako je Goran sprejel to vlogo s klopi letos. Midva sva se poleti čudila, ko sva samo slišala tiste govorice, da bi morda Justice Winslow namesto Gorana začel v prvi peterki. Ta sezona je seveda potrdila, zakaj sva se držala za glavo in res bentila, kako za vraga lahko na nek način izkažejo tako nespoštovanje.
Seveda ne gre za nespoštovanje, gre za to, da je Spoelstra dejansko videl, da bi lahko Goran s klopi ekipo spravil še na višji nivo in očitno je zadev s to rošado, če tako rečem, kljub temu, da so seveda tradali Winslow, ampak to je tisto najbolj absurdno. Pred začetkom sezone se spomniš, Blaž, celoten hit Twitter, vsi novinari, celo radijski voditelji, Winslow hype, Winslow to, Winslow ono. Jaz sem se najbolj čudil, ne samo to, da so tako zanemarjali Gorana, da niso nič govorili o Bemu Adebayu, ki je zame tisti zvezdnik, tisti igralec, okoli katerega bo Miami v prihodnosti gradil. Ko govorimo recimo o tem, da centri niso cenjeni v sedanji ligi, to velja za tradicionalne centre, ne pa za take moderne centre, kot je Bam, ki pa znajo vse, ki znajo prenesti žogo, začeti napad, iskati katerje iz visokega posta ali pa proste igralce na trojki, odlično igrajo obrambo, prevzemajo od 1 do 5, odlično igrajo pick and roll, odlično se odvajajo, res nima pomanjkljivosti z izjemo tega, da nima meta za 3. Tudi iz pol razdalje je uspešen, smo videli lahko na tej tekmi, da je nekaj metov preko Porzingisa zadev iz pol razdalje. Meta za 3 še nima, če še to doda, Bam Adebayo bo nekoč prvi center lige, bo nekoč prva peterka lige in eden izmed 10 ali 15 najboljših igralcev v NBA ligi. Ampak da se ne bova preveč zadrževala pri Bam Adebayu, jaz sem se želel samo na to predsezono in spremenjeno vlogo Gorana navezati, namreč ko si rekel, Goran je to sprejel vlogo, je sprejel in veš kaj je Goran rekel, to pa kaže na njegovo zmagovalno mentaliteto, na njegovo mentaliteto šampiona, mentaliteto MVP-ja. Ko je njemu trener rekel, da bo prihajal s klopi, veš kaj je bil Goranov odgovor? Ja, da bo pač 6. igralec. Točno tako. Rekel je, bom pa najboljši 6. igralec lige in vedno bliže je temu cilju. Ja, je vedno bliže in jaz tudi upam, da mu bo na koncu uspelo. Res, da konkurenca je kar huda. Lou Williams je nesporni kralj najboljših 6. igralcev zadnjih let. Ampak dejansko upam, da mu rata in predvsem upam tudi, da bo Miami rata en tak deep run v playoff. Imajo potencial za to, pač o tem ni nobenega dvoma in ena stvar, ki jo velja še omeniti, tista 13-14 sezona, ko je bil z, bom rekel, poprečnim Phoenixom tik pod playoffom in so takrat imeli več kot 50% win rate, ko je postal tudi pač most improved player in prišel v eno izmed najboljših 3 peterk lige, je imel bistveno boljšo sezono, kot je ima letos recimo Luka. On je bil res, bom rekel, tak tip igralca, ki je bil po mojem od tiste točke naprej precej slabo izrabljen. In to je tisti del, ki mene vedno, pač, ko se spomnim na Gorana, je to tisti del, ki mene malo boli, ker si kot navijač želim, da bi ga dejansko izkoristili trenerji na tak način, ker šlo je oziroma še vedno gre, čeprav kljub letom sedaj telo nekoliko peša za fantastičnega igralca, ki pa nikoli ni dobil tega recognition'a, ki si ga je zaslužil. Ja, jaz sem vedno takrat govoril, se spomnim, ko sta imela recimo Steph Curry in Goran v tisti sezoni 13-14, 14-15, takrat je bilo dosti dobrih, 12-13 tudi dosti fantastičnih bit Golden Statea in Phoenix Sunsov, izjemne dvoboje sta imela s Stephom Curryjem in tisto, kar je bil Steph na trojki, je bil Goran takrat v prodorih. Recimo zdaj je malce spremenil igro, po seveda teh poškodbah, precej več meče za 3, ampak takrat je bil povsem nezaustavljiv v prodorih in ti si rekel poprečno ekipo, Blaž, ne poprečno. Oni so takrat sestavili ekipo za tankanje. Tisti ekipi so stavnice v Vegasu napovedovali 16-17 zmag. Končali so pa z 48 zmagami in samo zaradi Gorana. Tista ekipa je bila res nametana iz vseh vetrov in edini razlog je bil seveda to, da bodo izgubili čim več tekem. Goran je pa rekel, ne bomo mi nič zgubljali. In odigral, zdaj če bi pogledal samo statistiko, pa primerjal samo statistiko, bi morda nekdo rekel, kako lahko rečeš, da je imel Goran boljšo sezono kot zdaj Luka, konec koncev Luka konkurira tudi za prvo peterko lige, kot smo rekli, Goran je bil tisto sezono 3. peterka, ampak Goran je tisto sezono, ko gledamo samo učinkovitost, to so tisti najbolj fascinantni podatki, namreč več kot 20 točk, več kot 50% met iz igre in več kot 40% met za 3 kot prva opcija ekipe. In ob tem še tudi precej dobra obramba, čeprav, dobro, to je druga topika, ampak
Če pogledamo samo, kateri igralci so dosegli več kot 20 točk ob več kot 50% metu iz igre in več kot 40% metu za 3, veš, kjer igralce dobimo? Kevin Durant v svoji MVP sezoni, LeBron James v svoji MVP sezoni, Steph Curry v svoji MVP sezoni. To so igralci, ki so dosegli take številke v zadnjih 15-20 letih, recimo. Tako da res, jaz nerad rečem, da je Goran podcenjen, ker je v Sloveniji absolutna legenda in sej drugače kot moj kapetan ga ne kličemo. Tista njegova predstava na Eurobasketu je pa še nekaj, kar ne vem, če bo kdaj Luka v reprezentanci dosegel tak nivo. Upam, da bo, ampak že spet mnogi morda pozabljajo, kakšna je bila razlika med Lukovo in Goranovo statistiko na Eurobasketu. Kar precejšna, zelo velika, mislim. In kljub temu, da sta bila na koncu oba v idealni peterki, seveda, to je bil še 18-letni Luka, ampak ja, tista 13-14 sezona in potem 14-15, to, kar si dejal, Blaž, da Goran po tistem nikoli ni igral več v tej isti vlogi, potem seveda selitev v Miami, najprej kot tretja opcija poleg Bosha in Wadea, kjer je napad tekel predvsem preko njiju in je bil povsem zapostavljen takrat na začetku sezone 15-16, potem seveda bolezen Bosha, zaključena kariera, odhod Wadea in sezono predtem 13-14 točk na tekmo, ko je odšel Wade, več kot 20 točk na tekmo. Tako da Goran, upam, res upam, da morata dobiti to nagrado za najboljšega šestega igralca in da Miami seveda uspe to, kar si ti rekel, en deep run. Pa Blaž, mogoče, če se za konc, ko sva že govorila toliko o pozicijah na lestvicah pri Miamiju in tudi pri Dallasu, se še malce zazreva zdaj na te lestvice, pogledava, kakšne možnosti imata obe ekipi, na katerih mestih bosta morda končali sezoni. Ti si rekel, Miami je eno od največjih presenečenj, čeprav midva sva pred sezono recimo predvidevala, da je njihov domet, tista najvišja pozicija, do katere se lahko prebijajo, ravno 4. mesto, na katerem so zdaj. Jaz sem kakšne 2 meseca nazaj napisal na Twitterju, da je Miami največje presenečenje sezone, takrat, ko so bili drugi nekaj časa celo zelo blizu Milwaukeeju, ki jim je sedaj seveda pobegnil na neulovljivo prednost. Jasno je, da bodo Bucksi z naskokom prvi v vzhodni konferenci. Ampak Miami je pa imel, zdaj smo omenila že od zadnjih 9 tekmah 7 porazov, ta majhna kriza jih je sedaj, je ogrozila njihovo prednost domačega parketa, pa bi te Blaž vprašal zdajle, kaj misliš, kakšne so možnosti do konca sezone za Miami, na kateri poziciji bodo končali? Jaz mislim, da na koncu bodo 4. ali 5. Jaz mislim, da prva 3 mesta, sedaj so recimo 4 zmage za Bostonom, ki je na 3. mestu. Mislim, da je vseeno to rahlo preveč, glede na to, da je vedno manj tekem. Ampak se bojo pa z Filadelfijo borili za to 4., 5. mesto. Tudi Indiana se še lahko vključi v ta boj za prednost domačega parketa, ampak jaz mislim, da na koncu, če bo vse šlo po planu, bi mogli biti na 4. mestu. In potem bo zelo zanimiva serija z Filadelfijo, moram reči. Ponovljena serija prvega kroga iz predlanske sezone, lani se Miamiju ni uspelo uvrstiti v končnico. Imeli so pa zanimivo in zelo bojevito serijo, tudi tekme Filadelfije in Miamija so vedno zelo borbene, zelo bojevite in tudi živci pogosto razrahljani, živci igralcev, namreč razrahljani na teh tekmah. Spomniš tistega slepa. Seveda se ga spomnim. Ti se je bilo mešane, najprej ga pofavlja, pa in pol, ker niso nik nič pisku. Bam! Ti se je bilo res smešen, ti se je bilo res dober. Simonsa, tako, ne vem, kako bi rekel, kakšen fotor ga je od ozadja lopno po glavi. Ti se je bilo res dober, ampak mislim, na relativno nežen način je zaustavil proti napad, lahko bi ga dosti bolj grdo pofavljal, on ga je pa sicer na tak način, ki je izgledal tako, mali, ajde,
Ajde, sprav. To je bilo res legendarno. Ja. In če pride do te serije, tudi letos bo nedvomno zelo zanimiva, zelo gledljiva in Miami bo imel precej boljše možnosti, kot jih je imel takrat. Seveda. Takrat je bila tudi Filadelfija obkrožena, ekipa je imela ogromno ostrostrelcev, J.J. Redick je še takrat igral in tudi izjemno igral, tudi drugi strelci, ostrostrelci, ki so potem odšli. Zdaj tega nimajo več in seveda to je eden izmed problemov Sixersov, ampak o tem bova midva govorila, če pride do te serije, do katere pa vse kaže, jaz se povsem strinjam s tabo, Boston verjetno v tem trenutku, glede na to, koliko tekem je do konca, tudi Toronto seveda nista dosegljiva na 2. in 3. mestu, ampak to 4. mesto je seveda pomembno zaradi prednosti domačega parketa v play-offu. In Blaž, če ne bi tukaj še kaj dodal v vzhodni konferenci, bi jaz še za sekundo se posvetil Zahodu, pa morda isto stvar pogledava za Dallas? Ja, moje osebno mnenje je, da Dallas bo na koncu končal na tam nekje 5. mestu. Trenutno, bom rekel, so 4 zmage za Clippersi in pa Denverjem, ki sta na 2. in 3. mestu. Lakersi so tako ali tako nedosegljivi za njih. Spet problem je, da je tekem čisto premalo sedaj, da bi se dalo jih loviti, te ekipe iz vrha lestvice. Je pa na 4. mestu Houston Rockets, ki ima 2 zmagi več od Dallasa, vendar je odigral 2 tekmi manj. Tako da če Houston v bistvu te 2 tekmi še zmaga, bo 4 tekme pred Dallasom in tudi 4. mesto bo potem že težko dosegljivo. Sedaj so eno zmago za Oklahomo na 6. in pa Utahom na 5. mestu in jaz mislim, da maksimalen doseg je 5. mesto za Dallas. Če seveda ne bo poškodb, oziroma odvisno je sedaj, kako bo z Luko, kako bo predvsem z zdravjem. No, jaz mislim, pa tudi bom rekel še ena stvar, o kateri smo pa midva že govorila, pa tudi v drugih podcastov si ti govoril z drugimi ljudmi, je to pomankanje roll centra, ki ga ima Dallas, kjer se je igra povsem spremenila in niso več tako zelo, bom rekel, nevarni, kot so bili pred to poškodbo Pavla in mislim, da res več kot 5. mesto, pa še to mislim, da tako malo pogojno ne more doseči. Ja, ta sprememba igre Dallasa po poškodbi Pavla, ko je sedaj Porzingis prevekslal, če tako rečem, na položaj centra in je sedaj petka v napadu in obrambi, predtem je večinoma igral na 4, čeprav občasno na 5 v obrambi, ampak v napadu je bil pa 4 v bistvu, poleg Pavla, ki je bil tisti, kot si ti dejal, pick and roll center, s katerim je Luka odigral pravzaprav večino akcij in to je bil tudi eden izmed razlogov, da je bil recimo Porzingis malce manj učinkovit, manj košev dosegal, namreč Lukova prva opcija je pogosto bil seveda pick and roll s Pavlom, tisto, kjer je najboljši in za voljo tega pick and rolla s Pavlom, tega motorja, ki je poganjal ekipo v prvem delu sezone do poškodbe Pavla, je Dallas imel zgodovinsko dober napad, dosegal več točk na 100 napadov kot lanski Golden State Warriorsi, ki so imeli lani zgodovinsko dober napad oziroma najboljši napad v zgodovini, letos pa trenutno še vedno. Ta naziv pripada Dallas Mavericksom, čeprav je učinkovitost njihovega napada malce padla po tej poškodbi. Treba je povedati, da vendarle kemija, to si že omenil, Blaž, kemija med Porzingisom in Luko ratuje boljša. Ampak Luka se mora zdaj privaditi na drugačno igro Porzingisa. Porzingis ni klasični pick and roll center. Porzingis sploh ni center. To, kar sem recimo zadnjič govoril s Kirkom Hendersonom, Porzingis ima višino centra, nima niti telesa centra in seveda ni tako močan pri postavljanju bloka, kot recimo tisti tradicionalni centri, je visok, suh v, kako bi rekel, srednjem delu, nekako ne more te mase, težišče ima precej više in težko postavlja bloke. Večinoma se on izmakne, tako imenovano he slips screens, torej izmakne se blokom in ko je igral še Powell, se on večinoma pomikal samo na trojko, samo pick and pop oziroma slip the screen and pop to the 3-point line. Luka je imel takrat opcijo potem pick and rolla z Powellom ali pa podaja na trojko Porzingisu, seveda večinoma podaja v pick and roll in na tak način, tako kot je Kirk rekel, dobil 3-4 lahke podaje vsako tekmo. Sedaj tega ni več, sedaj število njegovih podaj bolj odvisno od trojk, čeprav v zadnjem času je potrebno povedati, da tudi
Porzingis se večkrat odvaja pod obroč, igra torej pick and roll, ampak že spet on tisto, kar on seveda ne počne, to, kar omenjam, ne postavlja dobrih blokov. Pri pick and rollu je pa tista prva in najpomembnejša stvar to, da postaviš dober trden blok, da seveda ball handler, organizator lahko pride mimo tvojega bloka in dobi obrambnega igralca na hrbet, kot pravimo hipucem in jail. In več ali manj je v tej situaciji ponavadi pri Luki game over. Čim ima on svojega obrambnega igralca na hrbtu, saj v NBA več prostora, ali bo končal on s košem, ali bo pa podal zdaj roll centru, ki naskakuje obroč, ali bo pa podal samemu na trojko. Ja, ali bo pa pač nepiskan faul. Ja, ali pa to, ja, kar pa sva, mislim, da že dovolj oglodala. Ampak hočem reči, da kemija med Luko in Porzingisom, kot si že sam omenil, je vedno boljša. Predvsem mora Luka ta pravi timing za te njegove slipe, za to njegovo izmikanje bloku in potem utekanje najti. In da se ne bova preveč zapletala s temi principi in stili igre, se bom raje vrnil na lestvico, da ne bom preveč o tej kemiji. Tisto, česar si se ti že dotaknil, pozicije Dallasa na koncu sezone, in tudi tukaj se več ali manj strinjam s tabo. Mislim, da so Houston Rocketsi dosegljivi, ti si rekel 2 tekmi manj, 2 zmagi več, bomo videli, morda če zgubijo 2-krat, so pa lahko Mavericksi hitro zelo blizu. Na drugi strani Utah na 5. mestu pa ima trenutno večje težave in tudi Oklahoma ni več tako sigurna, kot je bila recimo zadnjih nekaj tednov. Tako da te 2 ekipi, 6., 5. mesto sta še dosegljivi. Če bi jim uspelo dobiti prednost domačega parketa, bi bilo zelo pomembno, bi bilo izjemno pomembno in potem bi lahko morda se pogovarjali tudi o možnosti napredovanja v drugi krog. Če pa na koncu končajo na 7. ali 6. mestu in naletijo v prvem krogu na Clippers ali Los Angeles Lakers, potem pa mislim, da nimajo resnih možnosti v prvem krogu. Potem vsaj trenutno ob že spet ne 100% Luki in ne 100% Porzingisu, mislim, da bi bila celo nevarnost metle v prvem krogu ali pa džentelmenske metle, torej ne 4-0, ampak 4-1. Zato mislim, da je res ključno, da se prebijajo kakšno mesto više. Seveda, če bosta Porzingis in Luka ozdravela do play-offa in tisto, kar so že večkrat rekla, ne bo nobenih poškodb, potem morda lahko igro dvignejo še na malce višji nivo, ampak mislim, da tudi če se to zgodi, so Los Angeles Lakersi in Clippersi nepremagljivi. Ko pa govorimo o ekipah, kot so Nuggetsi, Houston Rocketsi, tukaj pa mislim, da bi bil prvi krog play-offa že bolj zanimiv in te 2 ekipi lažje premagljivi za njih. Predvsem recimo kakšni Clippersi so skoraj idealno ustvarjeni za to, da zaustavijo Luko z številnimi izjemnimi obrambnimi igralci na krilu, kjer lahko praktično en napad ga Paul George pokriva, drug napad pa Kawhi. Dejansko lahko 2 izmed 10 ali pa morda celo 5, 6, 7 najboljših obrambnih igralcev lige na krilu izmenjujejo na Luki. Tako da res pomembno je, da Dallas se v prvem krogu izogne Lakersom in Clippersom in da nekako cilja na Nuggetse ali pa Rocketse. Če jim pa rata seveda še dobiti prednost domačega parketa, potem pa bomo govorili morda o možnosti napredovanja. Za konkretne debate je pa še malce prezgodaj. Ja, se povsem strinjam s tabo in to bodo debate, ki jih bo imela potem, ko bodo znane pozicije za play-off. In takrat bova tudi posnela nov podcast na to temo in predebatirala možnosti tako Miamija kot tudi Dallasa. Ja, bila sva dolga, tako da mislim, da je čas, da zaključiva. Najlepša hvala za poslušanje. Kliknite, če še niste, tisti všeček in naročnino na našem YouTube kanalu. Za konec še enkrat spomnim, ker vedno rečem, to nam pomaga več, kot verjetno veste. Zato, če ste prišli do konca podcasta in tega še niste storili, bi vas lepo prosil, če to storite. Mi se pa kmalu vrnemo z novim podcastom, novo temo, upam, da zanimivo. Blaž, hvala. Ja. In se kmalu zopet slišva, ne da? Ja, tako je. Adijo. Aj, čau.